Ko pomislim na ime Vlastija Simončič, se v mislih trenutku vrnem nazaj v moje začetke fotografije na šolanje na Centru strokovnih šol. Imel sem srečo, da sem imel takega profesorja fotografije, fotografske tehnike in fotografiranja, ki nas je in mene tudi posebej upeljal v to smer tehnike in ki mi je ostala v srcu še danes. Bil je nosilec tega vedenja o fotografiji, verjetno sploh v Sloveniji. Ko je stopil v razred, smo v trenutku utihnili. Nastala je tišina, pa ne zato, da bi se ga bali, ampak zato, ker smo ga toliko spoštovali. Razred je prišel z svojo torbo, nas pozdravil in pouk se je začel. Podajal je snov fotografska tehnika in fotografija. To je snov, ki je osnova, da lahko postaneš fotograf, torej spoznavanje fotografske opreme, fotografskih aparatov, objektivov in pa načinov uporabe teh pripomočkov, ki jih fotograf mora imeti. To je njegova aktovka, ki sem jo omenil, je bila tista, ki je prinesla v razred aparate, objektive, dodatni pribor in vse tisto, kar se potrebuje v fotografiji. To je položil na kateder in začel predavati oziroma razlagati o delovanju, o funkcijah, o načinih uporabe teh pripomočkov. Seveda pa to ni bilo edino. Na podlagi njegovega predavanja smo dobili tudi naloge, ki smo jih morali izvajati. To so bile tedenske naloge različnih smeri v fotografiji in tehnik, od začetka zelo preproste naloge, opazovanja, recimo listje v luži, cvet, čist kratki naslovi, kratka tema. In na podlagi tega naslova smo mogli opazovati, gledati, iskati in najti najprimernejši motiv. Seveda se je stopnjevala ta zahtevnost nalog, kjer smo iz preprostih nalog prešli v bolj tematske in vsebinske naloge, ki so vsebovale tudi temo, zgodbo, dogodka. In teh nalog je bilo veliko. Od tehničnih pa do, recimo, reporterskih snemalnih nalog, kjer smo morali ujeti trenutke in zanimivosti tistega časa. Bil je zelo pozoren na ta del, ker je bil precejšen del njegovega delovanja reporter. In kot reporter, zelo uspešen reporter, in nam je pri predavanjih seveda govoril tudi o njegovih dogodivščinah in načinu, kako se prigrebsti do motiva, da dobiš posnetek, zlasti pri osebah, ki so zelo pomembne. Ni samo en fotograf, ampak jih je več. In če hočeš, to nam je razlagal, če hočeš uspeti v tem delu poklica, moraš narediti posnetek, ki je drugačen od ostalih. Pa še vedno posnetek z tistega trenutka časa. Tako da govoril, da je skočil tudi v morje na pomolu, da je lahko ujel posnetek predsednika, takrat, ki je za svojo ekipo odhajal za svoje ladje.
Tako da ti dogodki in pa razlage so nam ostale vedno v spominu in mislim, da ni niti enega sošolca, pa tudi jaz imam vedno s seboj fotografski aparat. Namreč govoril je, da aparat moraš imeti vedno s seboj, trenutki, ki zginejo, ki jih ne moreš ujeti, so zavedno izgubljeni. To nam je ostalo v spominu in sledimo tem njegovim napotkom. Vsi, ki smo takrat hodili v ta razred z menoj, smo ostali v fotografiji in prišli tudi do konca, do pokoja. V mojem nadaljnjem izobraževanju je imel on prav gotovo tudi velik pomen. Odprl mi je obzorje, širine fotografije in njene uporabe, tako da sem se odločil, da sem odšel v Köln na visoko šolo za fotografijo in sem tam diplomiral iz fotografije, fotografske tehnike. Tako da me spremlja tudi v tej smeri ves čas. No, med študijem sem imel tudi priložnost, da mu nekaj znanja dodatnega, ki ga je vedno iskal. On ni bil nikoli zadovoljen s tistim, kar je videl, kar je vedel, ampak je iskal vedno novega in v Kölnu, ko sem delal na fotokini kot študent, sem imel možnost, da sem mu razložil in prikazal novitete tistega časa, proizvajalca, pri katerem sem bil kot svetovalec na fotokini. No, to me je poslušal, pogovarjala smo se več ur, tako da sva predelala vso tisto stvar in to me je zelo veselilo, da sem mu lahko vsaj delček tistega, kar mi je dal, tudi vrnil. No, po šolanju in po moji zaposlitvi seveda smo ostali v stalnem kontaktu. Kadar smo se srečali, smo izmenjali mnenja in tako je trajalo vse do njegove smrti, ki nas je vse prizadela.